Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci in vabljeni v poslansko pisarno. Ja, res je, prejšnjemu sklicu Državnega zbora se je iztekel mandat, nov sklic bo začel delovati v petek, ampak vendarle smo pripravili oddajo Poslanska pisarna. Kajti v prejšnjem in novem sklicu je poslanec Aleksander Reberšek iz Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. In marsikaj boste lahko povedali tudi tako, kako je, ko človek postane poslanec, kako se potem vse spremeni, odvija. Ampak mogoče preden poveva, kaj vse ste dosegli v tem svojem prvem mandatu, torej do tega sklica, ki se je iztekel, mogoče samo, kaj vam pomeni, da ste bili izvoljeni tudi v drugo, kako je lahko človek, kandidat, prepričan, da bo izvoljen, kakšni so ti zlasti zadnji dnevi in potem, ko čakate na rezultate? Ja, najprej se želim iskreno zahvaliti vsem volivkam in volivcem, ki so šli na volitve. Posebej bi se zahvalil še vsem tistim, ki so šli na volitve in dali glas Novi Sloveniji oziroma dali glas za mene. Z neko odgovornostjo spremljam vse to, kar se zdaj dogaja, tudi z veliko hvaležnostjo. Verjamem, da je marsikdo prepoznal tudi dobro delo v poslanski skupini Nove Slovenije in pa tudi v ministrovanju naših ministrov in to tudi nagradil. Zato se še enkrat na tem mestu zahvaljujem vsem, ki so šli na volitve in dali glas za Novo Slovenijo. Vas je, seveda volivci imajo vedno prav, ne, da ne bo kakršnekoli dileme, ampak vas je osebno morda vendarle presenetil izid kar 41 mandatov v stranki čisto novi? Glejte, jaz sem pred volitvami rekel in se tudi nisem nekaj v tem enomesečnem času te volilne kampanje udejstvoval na terenu, ker sem bil prej vsa 4 leta, bom rekel, zelo prisoten. Jaz sem rekel, kot je namenjeno, naj se zgodi, če bojo volivci prepoznali dobro delo mene oziroma naše poslanske skupine, potem v redu bom še naprej poslanec, če pa ne, pa tudi ne bo nič narobe. V vseh teh 4 letih sem se naučil tudi to, da me nič več ne more presenetiti. Ljudje si tudi po zgodovini nazaj, od zadnjih 4 oziroma 5 volitev, želijo sprememb, želijo si nove obraze, to tudi jasno povedo na vsakih volitvah. Praksa potem pokaže, kaj se s temi novimi obrazi zgodi. Jaz nisem na tem mestu, da bom karkoli obsojal. Vsakemu je potrebno dati priložnost, naj se izkaže, naj se dokaže. Želim Gibanju Svobode, novi koaliciji, tudi novi vladi vse dobro, da bodo na prvo mesto postavljali državljana, skrb za skupno dobro. To si iskreno želim. Kaj pa ta napaka, ki se je zgodila, računalniška? To verjetno je zelo zoprno, da po enem tednu približno izveš, da pa vendarle ne boš poslanec ali pa da boš poslanec. Jaz sem podobno izkušnjo doživljal leta 2018, ko sem v Državni zbor prišel le za 15 glasov. Takrat sem na tisti večer, ko so bili podani rezultati, bil v Državnem zboru, potem zopet nisem bil. In ko smo potem čakali dober teden, 10 dni na uradne rezultate, sem vendarle prišel v Državni zbor in ko je bil rezultat tudi potrjen, ko je postalo uradno, sem se tega rezultata seveda zelo veselil. Najbrž kot državljan oziroma vsi ostali državljani težko razumejo, kaj se zdaj dogaja s temi 6 oziroma tudi konec koncev 12 poslanci, kako se jim je obrnilo življenje na glavo. In ko sem govoril z našim kandidatom iz 5. volilne enote, z Klemnom Matkom iz Solčave, sem rekel, naj počaka čisto do konca. Na koncu, čisto na koncu je Državna volilna komisija ugotovila, naj bi bila računalniška napaka, in se vse skupaj postavilo na glavo. Težko razumem, kako to zdaj sprejemajo vsi ti kandidati, ki so bili izvoljeni, oziroma še bolj tisti, ki niso bili izvoljeni zaradi računalniške napake. Iskreno sočustvujem z njimi. Morate se zavedati, da marsikdo izmed njih je tudi pustil službo, svoje delovno mesto. Sem pa mnenja, da bi moralo vodstvo DVK-ja za to tudi odgovarjati. Menim, da bi bilo prav, da nekdo tudi ponudi svoj odstop. No, za poslanca ste bili izvoljeni torej v prejšnjem sklicu na volitvah 2018 na listi Nove Slovenije. Ste pa že dolgo član te stranke, ne? Kljub mladosti bova rekla, čeprav ne bova zdaj govorila o letih. Ampak zakaj je bila ta stranka vaša izbira?
Nova Slovenija se je ustanovila avgusta leta 2000. Še v istem mesecu sem se v stranko včlanil tudi sam, zato ker sem verjel v vrednote te stranke. Ta stranka ima že od samega začetka odličen, dober program, predvsem pa zaupam ljudem, ki so bili takrat v vodstvu stranke in ki so še zdaj. Praktično sem z vsemi ministri rasel gor, če lahko temu tako rečem. Sooblikovali smo mladinsko politiko v podmladku Nove Slovenije, v Mladi Sloveniji. Ves ta čas smo rasli skupaj in smo res prava ekipa. Zaupam vodstvu Nove Slovenije, zato sem tudi še naprej z veseljem in pa s ponosom član te stranke. Torej, ves čas se osebno tudi poznate in sodelujete? Tako. To, kar nas krasi, sploh Novo Slovenijo, je to, da ekipa, ki je v vodstvu te stranke, da dihamo skupaj že od same ustanovitve. Nismo tako zdaj te instant stranke, ko se praktično kandidati med sabo ne poznajo, kje šele poslanci. Mi se poznamo že od samega začetka. Kakšne naloge ste imeli v tem prvem sklicu kot namestnik vodje poslanske skupine Nove Slovenije? Torej, kakšne so bile vaše zadolžitve? Ja, na začetku prejšnjega mandata sem bil imenovan za namestnika vodja poslanske skupine. Poslansko skupino, kot veste, verjetno vodi Jože Horvat, zelo dober in pa odličen politik, retorično zelo sposoben Prekmurec, ki je praktično ves čas živi v Ljubljani. Ima pa seveda tudi veliko drugih obveznosti in kot ni mogel voditi recimo poslanske skupine, seje poslanske skupine ob torkih je predvidoma ob 10. uri, sem to namesto njega počel jaz. Seveda pa je še tudi veliko drugih aktivnosti, recimo sodelovanje na kolegiju predsednika Državnega zbora, tam sem ga nadomeščal. Skrbel sem tudi, ko je bil odsoten, za sklepčnost na sejah Državnega zbora, da so bili vsi poslanci prisotni na glasovanjih in pa seveda tudi druge naloge pa obveznosti v sklopu stranke. Je to običaj, da se poslanske skupine enkrat na teden sestajajo, ali je to pač pri vas tako? Ne, vse poslanske skupine imamo torke ob 10. uri rezervirane za seje poslanske skupine. Takrat pregledamo vsa vabila, ki smo jih dobili, takrat pregledamo seje, ki so pred nami, takrat pogledamo zakonodajne procese, ki so v teku, kako bomo glasovali, izmenjamo stališča, se potem zmenimo enotno, kako bomo glasovali in tako naprej. Poročila tudi strani vlade v tem mandatu in tako naprej. Potem se tudi dogovorite, kdo bo razpravljal, ker vedno so te razprave, nekateri so ves čas za govornico, drugih pa skoraj ni slišati. Torej, se načeloma dogovorite tudi, kdo bo o kakšne zadevi razpravljal? Ja, ponavadi je tako, da če si član določenega odbora in če je zakon z tistega odbora, razpravljaš ti, tudi podaš stališče za govornico. To je vse stvar dogovora. Načeloma imamo poslanske skupine oziroma poslanci odmerjen čas, 5 minut na poslanca pri določeni točki dnevnega reda. Lahko se prijaviš razpravi, lahko že naprej napoveš pri tej točki dnevnega reda, ne bom razpravljal in potem se to pošlje službam Državnega zbora, ki pripravijo terminski plan določene seje. Zdaj lahko že kot izkušen poslanec poveste, kaj je tisto najbolj drugače, kot si prej predstavljaš, ko nisi v Državnem zboru, potem pa, ko vidiš, kako to deluje, kako je zelo velik razkorak med temi predstavami in dejanskim dogajanjem. Ja, bom povedal kar iz svoje izkušnje. Takoj, ko sem bil izvoljen v Državni zbor leta 2018, sem menil, kako bom spreminjal svet, kako bom lahko vse uresničil, kar bodo ljudje tudi želeli. Potem pa, ko prideš v to realnost, pa vidiš, da vse temu ni tako, da si le eden izmed 90-ih in da za vse, karkoli želiš spremeniti, potrebuješ večino. Ponavadi najlažje to počneš v koaliciji, veliko težje je to početi v opoziciji. Večkrat ljudem rečem, ki me tudi napadajo, recimo na socialnih omrežjih, pridite, pejte v politiko, boste izvoljen, kandidirate najprej, boste izvoljen, potem pa spreminjajte svet. Ni vse tako enostavno, kakor izgleda prek televizije, kakor izgleda prek socialnih omrežij. No, ali traja dolgo, da se spoznaš z delovniki in prostori, načinom razprav, strokovnimi službami? To je verjetno velik aparat. Ja, veliki aparat je. Starejši poslanci znajo povedati, da rabiš več kot en mandat, da vidiš ves ta ustroj delovanja Državnega zbora, da spoznaš delovanje poslovnika, da osvojiš te zakonodajne procese, predvsem pa se celo življenje učimo. No, v novem sklicu bo torej veliko novih obrazov, nekaj je bilo tudi odmevnih prestopov pred volitvami. V Novi Sloveniji s tem težav niste imeli? S prestopi poslancev? Jaz sem že prej povedal, da v Novi Sloveniji imamo eno bistveno prednost pred ostalimi in to je, da delujemo kot ekipa.
Mi že od otroštva rastemo skupaj, smo med sabo, bom rekel, zelo povezani, med sabo zelo dobro sodelujemo in smo res odlična ekipa in nas krasi to pravo prijateljstvo. Problem in težje je to recimo pri nekaterih drugih strankih, ki se praktično kandidati na volitvah in tudi kasneje poslanci med sabo sploh ne poznajo. Jaz sem prepričan, da poznam vse poslance, ki so kandidirali za Novo Slovenijo, saj sem tudi bil veliko na terenu, veliko v stiku s temi ljudmi in je potem sodelovanje bistveno lažje kot nekoga, ki ga ne poznaš. Potem pa marsikateri poslanec, ki je izvoljen v nekem sklicu v državni zbor, vidi, kakšne kolege ima in z njimi ni na nek način kompatibilen in se želi potem predstavljati v drugo stranko. Teh težav pri nas recimo ni. Je pa res, da imamo tudi določene poslance, ki izstopajo iz ene stranke v drugo, ker poznajo volilni sistem in točno vedo, pod tem volilnim sistemom so lahko izvoljeni in kje. In je tukaj tudi ogromno špekulacij zaradi osebnih interesov. Se pravi, v tej stranki kaže slabo, tukaj ne bom več izvoljen, se bom prestavil v eno drugo. Se pravi, navadnim državljanom je nekako manj razumljiv ta sistem in to delitev glasov in odstotki, ampak vendarle, kot pravite, pa je to predvidljivo, v katerem okraju je kdo lahko izvoljen. Mi imamo nažalost predvidljiv volilni sistem, ker moč na volitvah nima ljudstvo. Mi smo to želeli v tem mandatu spremeniti, se pravi, da bi, ko bi nekdo prišel na volitve na svojem glasovalnem kartonu, dobil seznam recimo vseh 19 strank in na tem seznamu vseh 11 kandidatov, se pravi 19 kandidatov in bi si izbral kogarkoli. Seveda to ni bilo sprejeto, zato je bilo potrebno dvotretjinsko večino, zato je zmanjkalo nekaj glasov. Imamo pa, kot sem rekel, predvidljiv volilni sistem. Glede na zgodovino za nazaj, mi lahko zelo podrobno, zelo natančno določimo, kdo ima neke realne možnosti, da se uvrsti v državni zbor, kdo pa teh možnosti nima. Recimo nek volilni okraj, ki je bolj desno naravnan, lev kandidat tam praktično nima možnosti in ima desnica mogoče, ne mogoče, ampak sigurno večjo in pa boljšo možnost. In stranke postavijo kandidate v vse te okraje, ljudje samo upravijo tisto, kar upravijo na volitvah in potem se zelo natančno napovedati, kdo ima realne možnosti. No, večkrat je bilo so bili različni predlogi za spremembo volilnega sistema, ampak nikoli ne ta predlog, ne drug predlog ne gre skozi, samo popravki tistih okrajev, to je bilo sprejeto. Meni je na nek način to logično, ne? Poslanec, ki je bil po določenem volilnem sistemu sprejet, bo le stežka spreminjal ta volilni sistem. Čeprav v Novi Sloveniji smo dali glas za to, da bi ljudje dobili večjo možnost na volitvah, da bi lahko izbrali kogarkoli bi želeli, ne tistega, ki jim ponudi stranka. Ampak kot sem povedal, je zmanjkalo 2-3 glasovi so za to zmanjkali. No, prvo polovico mandata ste bili v opoziciji, drugo polovico v koaliciji. Povedali ste že, da je lažje v koaliciji, ampak tudi na začetku ste se, da rečem, zagnali v nekatere projekte in skušali doseči. Kaj bi zdaj povedali v prvi polovici dosežke in druge polovici? Recimo, eden izmed glavnih dosežkov v prvi polovici, ko smo bili v opoziciji in ko je bilo bistveno teže karkoli kaj premakniti, je sigurno suhi zadrževalnik na Vranskem, ki predstavlja poplavno varnost za polovico Savinjske doline, za Vransko, Tabor in pa Prebold. Naj takrat poudarim, da sva z ministrom Lebnom se pogovorila in je ta projekt po 2007 do 2016, po 11 letih vzel iz predala in ga oživil. Ta projekt danes teče, na Vranskem potekajo meritve, se ta projekt izvaja. Se pravi, za večjo poplavno varnost, da pol Savinjske doline ne bo plavalo. Ne glede na to, da sem bil takrat v opoziciji, sem z ministrom Lebnom takrat dosegel dogovor in smo ta projekt speljali, na kar sem zelo ponosen. Seveda je lažje biti v drugem delu tega prejšnjega mandata, ko smo bili v koaliciji, ko smo lahko naredili bistveno več. In če bi pred volitvami in lahko izbiral, kje bi rajši bil v koaliciji ali opoziciji, je to definitivno koalicija. Želim si delati za ljudi. To je tisto, kar šteje, ne pa govoriti v opoziciji. Nažalost, bomo zdaj v opoziciji. No, ampak eno so ti projekti lokalni, ne, mislim, regionalnega pomena, bova rekla, drugo pa je tudi recimo zavzemanje za bolne otroke, za starše v bolnišnicah in podobno. To ste tudi marsikaj spremenili. Jaz sem izredno ponosen na to, da smo spremenili zakonodajo na kar nekih področjih na mojo osebno pobudo. Tukaj ni zdaj zato, da se trkam po prsih, ampak sobivanje staršev otrok v bolnišnicah je zgodba, ki sem jo začel v državnem zboru. Poslanska skupina je to podprla in smo šli potem kasneje tudi na koalicijo in naprej. Želim povedati, da se mi je zdelo neumno, noro, da leta 2022-2021 starši
plačujejo 20 evrov na dan, na noč, da lahko bivajo svojim bolnim otrokom v bolnišnici. To se mi je zdelo popolnoma neurejeno. Hkrati sem prejel 2 klica iz bližnje okolice, 2 kolegov, ki sta mi podrobneje predstavila to težavo junakov iz 3. nadstropja, ker starši bivajo ne en dan, 2 dni, ampak cele mesece zraven svojega otroka, in sem rekel, to je nedopustno urejeno in to področje je potrebno urediti. Tukaj sem vztrajal. Sem hvaležen tudi takratnemu ministru Gantarju, hvaležen sem koaliciji, da smo to potem na mojo pobudo tudi spremenili in sedaj starši bivajo svojim otrokom brezplačno v bolnišnici, poleg tega pa dobijo za to tudi bolniško nadomestilo. To je ena izmed zgodb, na katero sem zelo ponosen. Obstajata še 2, ki bi jih lahko izpostavil. Eden je kavcijski sistem. Še prednje je bilo o tem govora, recimo v medijih sem dal pobudo za kavcijski sistem. Se pravi, da ko greš po pločevinko v trgovino, da plačaš 10 centov več in potem pločevinko, ko vrneš, dobiš teh 10 centov nazaj. Naravo moramo paziti. Jaz večkrat rečem, da si narave nismo sposodili od naših, nismo podedovali od naših predhodnikov, ampak da smo naravo podedovali od naših naslednikov. Zato moramo z naravo skrbno ravnati. Vesel sem, da smo to v zakonu o varstvu okolja tudi uredili in da je minister temu tudi prisluhnil. Seveda so pri tem tudi sodelovali tudi ostale okoljevarstvene organizacije, za kar se jim izredno zahvaljujem. In pa seveda otroci s posebnimi potrebami. Tukaj sem ogromno energije vložil v to, da se jim izboljša status. Hvaležen Spomenki Valušnik iz društva Veselih nogic. Ogromno smo dosegli, hodili smo na ministrstvo, prejšnji ministrici. Hvaležen pa za posluh našemu ministru Janezu Ciglerju Kralju. Starši teh otrok so po 17 letih ali pa po 20 letih končno prišli, da dobijo vsaj nekaj več na mesec. Do zdaj, do lanskega leta so dobili 588 evrov na mesec. Šele zdaj s sprejemom zakona, ki sem ga predlagal jaz, pa dobijo vsaj toliko, kot je znesek minimalne plače. In ta znesek se bo vsako leto povečeval, se pravi, večja kot bo minimalna plača, več bojo tudi ti starši dobili za svoje delo, ko 24 ur na dan skrbijo za svojega otroka. Seveda smo ustanovili tudi delovno skupino, ki se ukvarja z vsemi težavami. Tukaj še nismo rekli zadnje, treba bo nadaljevati v tej smeri. Starši teh otrok si zaslužijo pomoč tretje osebe, dopust in tako naprej. Še veliko je krivic, ki jih je treba odpraviti, tudi kakšne brezplačne terapije. Jaz večkrat rečem, nismo tako revni, da ne bi mogli pomagati tem ljudem. Socialno državo si predstavljam tako, da pomaga tistim, kateri si sami ne morejo pomagati. Tukaj vidim državo in vesel sem, da smo naredili, bom rekel, velike korake naprej, je pa treba s tem tempom seveda tudi nadaljevati. Ampak je treba biti vztrajna, ne? Verjetno ni šlo kar tako predlog in potem malo debate in v državni zbor in je bilo sprejeto. Res je, tako sem prej povedal. Če želiš karkoli uspeti, potrebuješ 46 glasov. Lahko jaz imam zlate ideje, čudovite ideje, pa jih ne moramo uresničiti, zato potrebujem podporo. In na tem mestu se res zahvaljujem iskreno prejšnjemu ministru Gantarju, zdajšnjemu ministru, tudi ministru Janezu Ciglerju Kralju, seveda, ker je bil posluh, ker je bila podpora, da smo lahko ta zakon pripeljali do konca. Ampak vi ste eden redkih, ki to poveste, ker drugače vedno rečejo, ne, če opozicija predlaga, potem zagotovo ni sprejeto, potem se obrne in spet opozicija reče, če mi predlagamo, ni sprejeto. Se pravi, da vendarle gre tudi drugače. Gre. Jaz sem bil sicer in v opoziciji in koaliciji in popolnoma razumem. Ponovadi, ne, z roko na srce je opozicijski predlog pripravljen tako, da vedno nekaj ne štima, nekaj ni v redu, samo zato, da potem lahko koalicija reče, ne, to ni v redu, mi bomo to pripravili sistemske rešitve in tako bomo mi to pripravili. V glavnem, v opoziciji bolj nabiraš pocen politične točke, ko si pa v koaliciji pa delaš. Zato vedno rečem ljudem, nikoli ne ocenjujte ljudi, kaj govorijo v državnem zboru. Ko poslušate tam nas poslance, ki govorimo, ne ocenjujte nas potem, kaj povemo. Ocenjujte nas potem, kaj smo naredili v določenem času. Ker to je tisto, kar štejejo. Dejanja, ne besede. Ampak mislite, da smo dovolj informirani pravzaprav čisto vsem, kar se dogaja? Ponovadi poročila so tista, no, ta zakon je bil sprejet, pa potem kakšne debate in afere. To je zelo odmevno v medijih. Ja, jaz večkrat, ko sem v državnem zboru, ne, pa spremljam zgodbo znotraj državnega zbora, pa potem pogledam v medijih zvečer na poročilih, kaj se dogaja, pa rečem, se to danes res dejansko dogaja v državnem zboru, ne? So mogoče mnogokrat prilagojene novice. Je pa res, da v ospredje pridejo bolj škandalozne novice, tiste, ki so bolj skrajne. Ker vsak si išče nek svoj prostor pod sonce in mora biti čim bolj skrajen, da ga mediji opazijo, da pride v medije. Nažalost je pač tako, kot je.
Ja, ampak tudi gledalci nekako to vendarle pričakujejo, čeprav mnogi rečejo, da ne. Kot predsednik ste vodili preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, to je slabi banki po domače rečeno, in ste ugotovili zlorabe, negospodarno ravnanje, ste naredili končno poročilo, pa še potem eno poročilo, ki ni javno. Torej, do kakšnih ugotovitev ste prišli in kaj zdaj s temi ugotovitvami? Ja, kot predsednik preiskovalne komisije sem preiskovalno komisijo prevzel po Jerneju Vrtovcu, ki je šel za ministra. In od takrat naprej sem vodil to preiskovalno komisijo. Tukaj bi rad jasno poudaril, če bi se mogel vrniti nazaj, verjetno tega ne bi prevzel. Povem čisto iskreno, zato ker me na nek način žalosti. Mi imamo nek sistem, tega sistema jaz na žalost ne morem spremeniti. Mi smo zaslišali tam recimo 35 prič, in teh 35 prič bi lahko na prste ene roke preštel, koliko teh prič je prišlo res na to zaslišanje in pričalo res pošteno, pričalo s namenom, da bi nam pomagali pri preiskavi. Večina teh prič je rekla, se ne spomnim, tega se ne spomnim, ne vem, kaj me sprašujete in tak. In to me res žalosti. Zakonodaja je pač taka. Zdaj, vi ste govorili o zaprtem delu pa javnem delu. Zaprti javni del je pač vsem dostopen, gre za nekje 160 strani tega javnega dela in tudi gledalci so lahko to spremljali preko televizijskih ekranov na TV3. Vsa ta poročila so javno dostopna širši množici. Je pa treba razumeti, da zakonodaja ne omogoča, se zgovarjam na zakonodajo, ampak tako je, ne omogoča, da bi nekatera poročila, nekatero dokumentacijo videla tudi širša javnost. Seznanjeni so z njo poslanci Državnega zbora, do kateri lahko do nje dostopajo, gre pa to za dokumentacijo iz strani Sove, policije, drugih inštitucij, recimo Fursa, bančni spisi in tak, do katerih pa javnost nima zaradi oznake strogo zaupno tajnosti, pač nima dostopa. Želel bi si, da bi bilo drugače, vendar tega Aleksander Reberšek nažalost ne more spremeniti. Žalosti me, da smo dokazali krivdo, da je bil oškodovan naš davkoplačevalski denar. Žalosti me, da ne vem, kakšen bo epilog. Želel bi si, da bi mi spremenili to zakonodajo. Se pravi, da v nadaljevanju ne bi prihajali več do oškodovanja davkoplačevalskega denarja. Dogajajo so se pritiski na zaposlene na DUTB-ju, neevidentirana provizija je bila dokazana pri KLI Logatec. Nek sklad je kupil našo edino letalsko družbo in jo oškodoval. Na koncu pa, ko potegnem črto, kakšen bo epilog, kaj bi lahko kot poslanec Državnega zbora prispeval. Ja, stremel k temu, da spremenimo zakonodajo, da v prihodnosti do tega ne bo več prihajali. To me resnično žalosti in ljudje, ki so imeli prste v marmeladi, dokazano so jih imeli, so prišli na preiskovalno komisijo, najprej so se eni zelo upravičevali, po parkrat jih ni bilo, nekatere smo iskali z detektivi, tisti, ki so pa že prišli, se pa veliko stvari niso spomnili. Zato bi me le stežka prepričali, da bi še kdaj vodil tako preiskovalno komisijo. Svojo energijo želim vlagati tja, kjer lahko kaj spremenim. Pa mi reče ljudi, pa si bil predsednik preiskovalne komisije, kako? Ko pa si ti zastavil vprašanje, povejte mi, kdo je bil vaš nadrejeni, kaj je tam naredil, kaj ste rekli, se je pa on skozi ven zgovarjal, pa rekel, ne vem, ne spomnim se. To pomeni, da se je pač naše tisto ustvarjeno skupno premoženje prodajalo čisto poceni? Prodajalo se je poceni, predvsem pa ga lahko nekdo kupil, ki je imel neke veze, ki je imel neka poznanstva, razprodajal se je, uničil se je naš največji letalski prevoznik in tako naprej. In škoda za naš državljane je res ogromna in nekateri ne bojo nikoli sedeli zaradi tega. Vmesno poročilo, ki smo ga oddali na tožilstvo in pa KPK in zdaj na njih, kaj bojo oni naprej naredili. Mi sicer nimamo lisic, da bi koga zaprli, čeprav bi si želel, da bi nekomu kar dali lisice in ga kar strpali v zapor. Dokazano, evidentirano je, da je nekdo ponudil 516 000 evrov podkupnine, pa iz tega ne bo nič, ker ne bo, ne vem, sodišče opravlja svoje dela, tožilstvo in tako naprej. Ampak, če že govoriva, dobro, ni zdaj to najna osnovna tema, ampak če bi vsaj lahko javno povedali, ta človek je naredil to in to, ne, bi že nekaj naredili, ampak zdaj v bistvu tudi ščitimo te imena in priimke. Na nek način ščitimo te imena in priimke. Želel bi si, da mi bi mogli to oznako tajnosti umakniti dol.
Ampak tako sem prej povedal, eden sem, 46 ljudi bi rabili, da bi oznaka tajno šla dol, da bi mi z vso dokumentacijo lahko državljani tudi upravljali, gledali. Sem prepričan, da bi bilo pol bistveno drugače. Se pravi, če bi vsi poslanci bili čisto iskreni, a ne v teh volilnih obljubah o poštenosti in transparentnosti. Problem je, ker vsak pozna nekoga in vsak bo na nekoga pač pritiskal. To je problem. No, bili ste tudi član komisije za poslovnik, to bi rekli, da ni tako zelo pomembna komisija, ali pač kar nekaj je bilo predlogov, recimo, ki pridejo na komisijo, pa potem ne gredo naprej, naprimer, da bi lahko tajno glasovali nadaljavo v izrednih razmerah in podobno. Se pravi, da je bilo kar zanimivo tudi na tej komisiji. Ja, jaz sem član te komisije. Seveda je bil to opozicijski predlog, ki je sicer na nek način zelo všečen, da bi lahko tajno glasovali. Kako bi pa to v praksi naredili, pa spet posebna zgodba, ki pa bi bila mogoče zelo težje realizirana. Zato ta predlog tudi ni dobil zadostne podpore, potreboval bi takrat dvotretjinsko večino. Smo pa v času korone izvedli hibridne seje, se pravi, da je lahko poslanec sejo spremljal od doma, tudi razpravljal. Tukaj pa smo šli na roke in tudi s temi izrednimi sejami smo to omogočili, da je Državni zbor v času korone normalno deloval. A morda samo intermezzo, tisti predlog, da poslanka, ki je na porodniškem dopustu, lahko glasuje od doma nadaljavo? Ne, to ni šlo skozi. To ni šlo skozi, to ne velja. Dobro. Kaj pa član komisije za nadzor javnih financ? To je pa kar precej zahtevna komisija, verjetno nadzor nad vsemi javnimi financami, tako državnim proračunom kot tem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne nazadnje tudi za lokalne skupnosti. Tu so bile verjetno tudi kar pestre razprave. Bom povedal zelo iskreno, ne. V tej komisiji za nadzor javnih financ ima večino opozicija in tukaj gre za zelo poceni nabiranje političnih točk, gre za nek varnostni organ, če lahko temu tako rečem, ki spremlja delovanje, porabo našega davkoplačevalskega denarja, služi pa ta komisija predvsem opoziciji, kjer ima večino, kot sem rekel. No, v prejšnjem sklicu ste bili tudi član odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. To sva že nekaj povedala, kaj vse ste sprejeli. Seveda ste pred sprejetjem obravnavali tudi vse PKP-je, ki se tudi nanašajo na to področje. Kako ocenjujete učinkovitost vseh teh protikoronskih ukrepov? No, veliko paketov, veliko jih je bilo. Ja, včasih bi bilo najbolje, da bi ta kupček denarja, ki smo ga razdelili v teh PKP, kar si jim dali enako, pa bi bil najbolj mir, ker je bilo pa tukaj zelo velikega krega in odpiranja ran in tako naprej. Pa vendar, jaz sem se tudi po svojih močeh zelo trudil, da bi denar dobili tudi tisti, ki ga resnično potrebujejo. V enem izmed PKP-jev čisto na začetku sem celo zagrozil, da ne bom dal glasu, vkolikor tega dodatka ne bodo prejeli starši otrok s posebnimi potrebami. Zakaj? Če ga prejmejo zdravi posamezniki, ki prejmejo denarno socialno pomoč in ne želijo delati, ga morajo dobiti tudi tisti, ki ga resnično potrebujejo. Potem v drugem valu sem poskrbel, da so dobili ta dodatek tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki prejemajo dodatek za nego, se pravi od začetka epidemije do konca so prejemali 100 evrov in tako naprej. Številke so nazoren pokazatelj in številke nikoli ne lažejo. Po eni izmed raziskav smo v Sloveniji tisti, ki smo najbolje prebrodili to krizo. Imamo najnižjo brezposelnost v tem trenutku, se pravi 58 000 ljudi je brezposelnih, to je najmanj od osamosvojitve dalje, imamo tudi največjo zaposlenost. Praktično smo s temi paketi ohranili 300 000 delovnih mest, pa kakorkoli se že to čudno čuje za nekatere, so si nekateri zelo z tega tudi norce delali, ampak v času krize smo pomagali gospodarstvu, pomagali smo gasilcem, pomagali smo upokojencem z raznimi dodatki, najbolj ranljivim državljanom, invalidom, osebam s posebnimi potrebami in tako dalje. In iz te križe išli kot zmagovalci. Ampak vendarle opozarjajo, da je še vendarle veliko revščine, tudi da vsi od tega te rasti nimajo nekih konkretnih koristi. Opozarja se, da mnogi delajo, pa nimajo dovolj za preživetje. Vi ste znani potem, da kdor je zdrav, naj ne prejema socialno pomoč, ampak naj dela. Ampak vendarle mnogi, ki delajo, ne uspejo si zagotoviti dovolj sredstev za vse stroške. Nova Slovenija je garant za nižje davke, više plače. Z zakonom o dohodnini smo šli vsaj malo nasproti tistim, ki delajo in bojo zdaj po sprejetju zakona o dohodnini dobili više plače. KUL opozicija je dejansko še temu nasprotovala. Treba je razmisliti o socialni kapici, treba o razvojni kapici. Se pravi, da dodatno povečujemo plače tistim, ki imajo že sedaj malo. Žal mi je,
da ni bilo še enega sklica, kot je bilo prvotno planirano po volitvah, izredne seje v starem sestavi, kjer smo predlagali oziroma bi po hitrem postopku obravnavali ZUTD, Zakon o urejanju trga dela, kjer bi poskrbeli, da tisti zdravi posamezniki, ki še prejemajo denarno socialno pomoč, da bi morali iti delati. S zakonom bi po hitrem postopku omogočili, da tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in so zdravi, seveda, da bi morali sprejeti delovno mesto, za katerega se zahteva tudi 2 stopnje nižja izobrazba. Zato mi je žal, da ni bilo še ene izredne seje, ker bi ta zakon tudi potrdili. No, ampak zakaj jo ni bilo? Te seje, to je zdaj tako zadaj za kamerami, morate vedeti, da se je veliko poslancev zamenjalo v državnem zboru in da jim ni več v interesu, da bi sedeli v državnem zboru, da so rekli, da se bojo opravičili in kot tak ne bi bilo verjetno sklepčnosti in ne bi mogli biti te seje. Me zelo žalosti. No, navadni državljani verjetno tega ne razumejo, ne? Če si nekje v službi, moraš oddelati do konca vse. Kakšen je bil pa dialog s socialnimi partnerji? Tu smo slišali, da sedaj, mislim, odhajajoča vlada ni imela ravno dobrega dialoga. Ja, zdaj povedal spet zopet iskreno, ampak sindikati so podaljšali roke KUL opozicije. Se pravi, ESS, Ekonomsko-socialni svet, sestavljajo predstavniki vlade, predstavniki delodajalcev in pa delojemalcev in vsi trije se morajo usesti za eno mizo in doseči dogovor. Zdaj problem je, če se sindikat odloči in iz tega pogajanja izstopi, potem pa krivi, kaj je vse narobe. Pridi zraven in se za to mizo pogovarjaj. Ker sem rekel, da so podaljšana roka, najbrž veste, da so igrali pač na strune nekoga drugega in je zaradi tega tudi prihajalo do tega kratkega stika, če lahko temu tako rečem. No, še eno preiskovalno komisijo morava omeniti, katere član ste bili. To je preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018. Kako je pa s to komisijo oziroma kakšne so ugotovitve? Jaz ne ščitim hrbta nikomur, da ne bom jasno narobe razumljen. Bi pa rad povedal, da svoj fokus vlagamo tja, kamor lahko spremenim. In tukaj sem videl, da ne bom ničesar spremenil in da to ne gre za preiskovalno komisijo, ampak gre predvsem za politično. Spomnite se samo odmevnih prispevkov v poročilih, kako je nekdo prišel na soočenje, kako nekdo ni, pa vam bo vse jasno. Epiloga te preiskovalne komisije pa seveda ni. Šlo je mogoče najbolj za politično preživetje nekega poslanca. Se pravi, poročilo ni bilo spisano? Ne. Tudi član skupine za Bolgarijo ste. Te skupine prijateljstva so zelo zanimiva stvar, ne? Kaj je pravzaprav njihov namen? Njihov namen je, recimo, ko prije kakšna delegacija iz neke države v našo državo, jih potem tudi poslanci sprejmemo v državnem zboru in smo z njimi ves ta čas, ko so tukaj pač prisotni. Vendar pa teh srečevanj zdaj v času korone ni bilo, državni zbor je bil zaprt praktično tudi za vse obiskovalce. Tako, morda večkrat sva že omenila korono, pa vseeno, kako po vašem mnenju se je Slovenija spopadla pa konkretno s temi ukrepi za zajezitev okužb proti koronskih? Jaz imam tak čist poseben pogled na to korono. Jaz sem razumel vse poteze vlade, dokler ni bilo cepiva. In tu govorim osebno moje stališče. Jaz menim, da se je vlada tudi glede na vse očitke dobro spopadala. Jaz bi mogoče po prihodu cepiva, po tistem, ko so se imeli ljudje možno cepiti, ravnal drugače, da bi dal svobodno izbiro, da se lahko vsak sam odloči, ali se bo cepil, ali se ne bo in hkrati tudi sam vsak zase prevzame odgovornost. Dokler cepiva ni bilo, pa sem seveda razumel, da so se zapirale občine, da so bile neke omejitve, čeprav je bilo pa to ljudem zelo težko povedati, zakaj. Včasih so bili kakšni takšni ukrepi, ki jih tudi sam nisem najbolje razumel, pa vendar so bili hvaležni, da smo išli iz te krize in upam, da se kaj tajega ne bo več ponovilo. Imate kakšne informacije oziroma kaj bi se lahko zgodilo jeseni? Ali tisto, kar imamo večina pač? Nimam informacij konkretnih, imam pa tisto, kar sem slišal v medijih, celo bodoči mandatar o tem govori. Počakamo, ne vem. Je pa res, da me danes ne more nič več presenetiti. Če bi mi nekdo rekel, ne vem, 3 leta nazaj, da bomo nosili maske, bi rekel, pa ti si nor. Pa dejansko smo jih pa nosili, ne. Ko govorite o upravljenem delu v svojem mandatu, torej poudarjate zlasti te lokalne uspehe. Omenili ste suhi zadrževalnik na Vranskem. Ali je še bilo kaj takšnega doseženega v tem mandatu? Jaz sem zelo vesel, da je Savinjska dolina, najlepša dolina, dobila najlepšo cesto.
Zato sem zelo hvaležen svojemu prijatelju, ministru Jerneju Vrtovcu, ki je imel posluh, da smo to cesto po 27 letih končno uredili. Ampak to je stara cesta od Šentruperta do Vranskega. Šentruperta do Vranskega. Jaz sem leta 2019 kot opozicijski poslanec prosil takratno ministrico Alenko Bratušek, nikoli se ni nič dal, nikoli ni bilo finančnih sredstev. Posnel sem tudi promocijski video 50 odtenkov savinjskih flik, ki sem ga potem tudi poslal na direkcijo, ministrstvo in tako dalje. In sem vesel, da smo ta projekt spravili pod streho in imamo danes čudovito cesto. Seveda imamo tudi več drugih infrastrukturnih projektov, ki smo jih izpeljali, hodnik za pešce, potem začeli smo z projektom na nadvozu na Vranskem, kjer je 17 ovir, kjer invalidi ne morejo prečkati tega mostu, in tudi ta projekt smo pripeljali v fazo, kjer bomo zdaj začeli z gradnjo tega hodnika za pešce. Upam, da se ne bo to zdaj ta projekt ustavil. Vesel sem za občane občine Tabor glede križišča v Pondorju, širitev ceste. Glejte, do 2019 je ves ta projekt stal. Nihče se s tem ni ukvarjal, krajani pa se vozimo po tisti, bom rekel, zelo ozki cesti po bankinah. Vesel sem, da se je vsaj delno, vsaj malo označilo križišče v Parižlah, ki pa zaradi tretje razvojne osi zdaj stoji, da se je podpisal sofinancerski sporazum v Letušu za izgradnjo tistega mostu. Vesel sem, da je 5 občin v Spodnji Savinjski dolini prejelo 3 milijone evrov za šolsko infrastrukturo. Tabor, Prebold, Braslovče, Žalec, Polzela. Nekateri župani so zelo hvaležni. Krajani, s katerimi sem se pogovarjal, oziroma državljani, s katerimi sem se pogovarjal, sem rekel, pa vse ena občina to zgradi ali pa država sofinancira. Ni res. Če zgradi to občina, pomeni, da je odtrgala nek denar od nekega drugega projekta. Država pa je to v lanskem letu financirala izdatno. Se pravi 115 milijonov in pa pol za šolsko infrastrukturo. Gre za največje sofinanciranje od osamosvojitve dalje, in 3 milijone tega denarja je pristalo tudi v Spodnji Savinjski dolini za prizidke in pa nove prostore. Ker sem zelo ponosen in pa zelo vesel. Veliko je tudi del na cestah, na državnih cestah, pa gradnja kolesarskih poti. Zanima me samo, ali se slučajno lahko z menjavo vlade takšni projekti ustavijo, kot recimo čez Savinjo na Grobli zdaj, ko gradijo in so se umaknili in ni nikjer nikogar? Jaz upam, da se taki projekti ne bojo ustavili. Jaz sem že govoril z poslancem, ki bo zdaj bodoči koalicijski poslanec, in sem rekel, da ga vabim en dan, da si vzame čas, da greva po celi Savinjski dolini, ker je bil pač tukaj izvoljen, da si pogledava, kaj je pomembno za Savinjsko dolino. Jaz sem podobno naredil leta 2018, ko sem se sestal takrat z vsemi župani in sem jih prosil, povejte mi, kaj so vaše prioritete, in te prioritete probam v čim večji meri tudi udejaniti. In tisto, kar si ne želim, je, da bi se zdaj vsi ti projekti ustavili. S temi projekti je treba iti enostavno naprej, treba jih je prepeljati do konca. In zato si bom tudi kot poslanec, čeprav iz opozicije, prizadeval naprej. Se pravi, da ste imeli stike tudi ves čas z župani in ne samo z državljani v poslanski pisarni? Ja, res je. Jaz sem na začetku mandata, kot sem povedal, obiskal vse župane, se z njimi pogovoril in jih tudi prosil in jim tudi povedal na nek način, jaz sem vaš glas, povejte, kaj me potrebujete, in se lahko vedno obrnete na mene. Podobno bom naredil tudi zdaj, verjetno bom to naredil po volitvah, ko bodo verjetno nekateri novi župani. No, zavzemali ste se takrat na začetku za spremembo trase tretje razvojne osi. Zdaj, kako je s tem projektom med Šentrupertom in Velenjem? Ali gre projekt po tej predvideni trasi naprej? Ja, tukaj naj iskreno povem, da sem še vedno velik nasprotnik tretje razvojne osi s priključkom v Šentrupertu. Jaz verjamem, da to gledalke in pa gledalci zdaj ne bodo radi slišali, ampak vedno povem tisto, kar mislim, tisto, kar čutim, tisto, za čemer tudi stojim. Jaz si upam trditi, da te ceste še 10 let ne bo. Zaradi večjih razlogov. Gre sicer projekt normalno naprej. Jaz sem govoril z ministrom Jernejem Vrtovcem, da je ta stvar bila že tako naprej zapeljana, da je težko pomikati nazaj. Poleg tega pa minister Jernej Vrtovec ne umešča nove trase, ampak gradi. Umeščajo nekdo drug. In ko smo šli nekoga drugega vprašati, če bi v mestu iz Arje vasi do Velenja, je rekel, da taki postopki trajajo 7 do 8 let in da bi zopet se vrnili na začetek. Jaz verjamem, da bo enkrat mogla zmagati zdrava kmečka pamet, da to traso ne bomo šli sem graditi. Obstaja več stvari, ki bojo preprečile to traso. Pa ni to zdaj samo civilna iniciativa Spodnje Savinjske doline, ki se bo borbala do konca. Ampak je tukaj. Mi imamo goro Oljko,
ko bo začeli vrtati, bo ugotovili, da je to samo ena velika luknja, da bo to predraga investicija. Potem imamo rudnik v Velenju, se pravi trasa, ki že naprej vemo, da se bo skozi ugrezala. Številne druge stvari, izpostavil bi pa to, da je že pred krizo bil kilometer te trase vreden 57 milijonov in še več. S to krizo sem prepričan, da pridemo na 100 milijonov za 1 kilometer in taka cesta bi lahko na koncu stala 1,5 milijarde. Ne vem, če smo tako bogati, da si lahko privoščimo tako drago cesto. In če se vrnem na sam začetek, kar sem povedal na začetku, jaz bi si za prebivalke in pa prebivalce Velenja želel, da čim prej pridejo do ceste, tudi za Korošce. Čim prej, in to ves ta čas govorim. Bistveno hitreje bi zgradili cesto s priključkom v Arji vasi. Zdaj bomo pa mi na tej strani v Šentrupertu čakali vsi ti zapleti, ki se bojo pojavljali. To sem trdno prepričan, shranite si ta posnetek in ga pogledajte čez 10 let. In se mi zdi res neumno, da tukaj traso umeščamo. Je pa res, da sva v državnem zboru v prejšnji sestavi ostala samo 2 poslanca, ki tej trasi nasprotujeva. To sem jaz in pa Željko Cigler iz poslanske skupine SD, ki zdaj ni več poslanec, ampak jaz upam, da ste razumeli, kaj sem želel povedati, govorim samo o zdravi kmečki pameti. Še vedno sem na stališču, da je priključek v Šentrupertu zgrešena investicija. No, prejšnja vlada je sprejela tudi program razvoja železnic oziroma nacionalni program. Ja. Zanima me vaše stališče do tega, da naj bi se zgradila nova proga na odseku med Ljubljano oziroma Domžalami in Polzelo. Ja, jaz sem vesel, da se po naši državi vse posod gradi, ker to, ko se zdaj gradi, se ni še nikoli, čisto roko na srce. Pa ne govorim samo o 3. razvojni osi, govorim o 2. tiru, Karavanke, tudi železniški infrastrukturi in naprej. Bistveno se vlaga več, kot se je vlagalo to v preteklosti. Roko na srce tako pač je. Jaz sem vesel, da imamo ambicioznega ministra, ki ima tudi ambiciozen program načrta razvoja železnic 2050+, ki ne bi končno povezal Ljubljano in pa Maribor. Kaj bi mi vsi s tem pridobili? Pridobili bi to, da bi pot iz Maribora do Ljubljane in kontra trajala 55 minut, da bi se več ljudi vozilo z javnim potniškim prometom, bolj zeleno, kakor pa da bi se dnevno vozili recimo z avtomobili. Čim več bi mogli investirati v zeleno. Je pa res, da so to ogromni projekti, ki terjajo ogromno časa, umestitve v prostor, ki zahtevajo tudi ogromno finančnih sredstev in je treba razmišljati že danes, pravzaprav narobe. Razmišljati bi mogli o tem šele že včeraj. Naš minister je seveda takoj, ko je prišel na ministrstvo, mu je bila ena izmed prioritet tudi železniška infrastruktura, posodobitev železniške infrastrukture in jaz upam, da bomo končno prišli do realizacije tega projekta, ki bo povezal Maribor in pa Ljubljano, da se bomo lahko v manj kot 1 uri pripeljali na eno in pa drugo stran. Da ne bo toliko priseljevanja v Ljubljano, da bomo živeli vsi bolj zeleno. Ampak, a je to možno zdaj umestiti tako čisto na novo v prostor? Vemo, da se vedno pojavljajo nasprotovanja. Ja, jaz tukaj ne bi neke tople vode odkrivil. Mi bi lahko tako železniško povezavo lahko povezali kar ob avtocesti. Jaz mislim, da je bila tukaj najboljša in pa najhitrejša rešitev in da ne odpiramo nekih novih ran in tako naprej. Pri čemer pa je treba, to sem prej mogoče pozabil povedati pri 3. razvojni osi, treba povedati, da je pomembna tudi samooskrba. Ne uničujmo kmetijske zemlje, najboljše rodovitne kmetijske zemlje, tako da bomo v primeru 3. razvojne osi. 120 hektarov najboljše kmetijske zemlje, zato da bomo zgradili cesto. Ja, ljudje božji, kaj bomo pa jedli? Bomo povedali malo kasneje. Zanima me, ker je v povezavi, začeli smo se pogovarjati o samooskrbi potem, ko se je začela vojna v Ukrajini, pravzaprav prej ni bilo nekih resnih debat na to temo. Pa me zanima, kako vi kot poslanec verjetno podpirate zdaj ta povečanje proračuna za obrambo. Zdaj, če bi stopil pred ljudi, pa bi rekel, glejte, jaz bi dal raje veliko več denarja v bolnišnice, v domove za starejše, v šole in tako naprej kot v vojsko. Pa povejte mi, kjer človek se s tem ne bi strinjal. Pa mi smo prisiljeni vlagati v slovensko vojsko. Še pred leti smo spremljali na oddaji Tednik na nacionalni televiziji, kako imamo bosega slovenskega vojaka, kako nima opreme in tako naprej. Minister Matej Tonin je v svojo resor vzel s popolno resnostjo. Pejte vi vprašati slovenskega vojaka in ga vprašate, ali si želi, da se vlaga v slovensko vojsko. To je njegova služba. On si želi imeti varno delovno okolje, kolikor je seveda to mogoče. In vlaganja v slovensko vojsko morajo biti enostavno, tudi če si mi to ne želimo. Varnost pač nekaj stane. Imamo vojno na pragu Evrope, praktično v Evropi in
moramo dati denar tudi za svojo varnost, ki pa v tem času ni več samoumevna. Kot sem prej rekel, v državnem zboru sem poslušal, dajmo res zgraditi domove za starejše, dajmo zgraditi bolnišnice in tako naprej. Ne. Pa prosim vas lepo, ne. To je lažna dilema. Mi ne zbiramo med bolnišnicami pa investicijo v obrambo. Oboje moramo imeti. Problem pa je sistemska korupcija, ker je leta in leta denar odtekel, namesto da bi plačevali oboje. Oboje potrebujemo. Jaz sem celo tudi rekel enkrat, da mi vojske ne potrebujemo, razen kadar jo. In zdaj v tem času, kot kaže, jo potrebujemo in je treba investirati v Slovensko vojsko, koliko čudno se že pač to sliši. No, naša vojska sodeluje na misijah v tujini, ampak verjetno tudi na ta način ohranjamo neko varnost države, če sodelujemo z drugimi, da se ne zapiramo v meje. Normalno, tudi na Balkanu lahko izbruhne slej ko prej do vojne in je pomembno, da smo mi dol prisotni. Zakaj je pomembno? Treba je gledati na dolgi rok, ne pa na hitro nekaj sklepati. Gre se za to, da si mi želimo miru na Balkanu. Mi imamo recimo prosto ogromno podjetij, ki izvažajo na Balkan in nam je interes, da je dol mir. A ni logična ta povezava? Ne? Ampak se pa tega premalj zavedamo. Vem, da je težko prepričati marsikoga, da vlagamo v vojsko, ampak nažalost tako je. Jaz bi si želel, da ne bi rabili vojske, da bi mi vlagali, ne vem, ta denar rajše kam drugam, ampak nažalost ne gre enostavno. Kako komentirate vojno v Ukrajini? Ja, jaz takrat, ko sem to začel brati iz medijev, prvič sploh nisem mogel verjeti, da je lahko na pragu Evrope. Vojna me zelo žalosti, da zaradi nekih osebnih interesov nekoga in pa posameznikov prihaja do tega, umirajo številni ljudje na tistem območju in je zelo težko gledati dnevna poročila, ker enako bi se lahko dogajalo tudi nam na nekem drugem koncu. Pa vendar, hudo mi je za vse žrtve, takrat, ko pa bomo potegnili tudi mi, kot državljani, ki živimo sicer v svobodni Sloveniji. Problem je, da se nam vse draži. Problem je, da se nam drži nafta, energija in vse ostalo. Zato podpiram prizadevanja, da je treba Ukrajini pomagati. Potrebno je pa tudi narediti vse, in to naš minister Vrtovec počne, da išče druge vire nafte, energije, plina in tako naprej, da se zapre nekomu pipica, ki s tem denarjem financira vojsko in izganja teror po Evropi. No, kako pa komentirate to predvolilno dogajanje na nacionalni, recimo televiziji RTV in nasplošno dogajanje v medijih? Videli smo, da je zdrknila Slovenija po lestvici medijske svobode. Kako vi to kot doživljate, spremljate kot poslanec? Ja, premalj poznam mogoče ozadje, kar se dogaja na RTV-u, gre pa za naš nacionalni pomen, kjer je več kot 2000 zaposlenih ljudi, verjetno je tam zelo velik interes. Tisto, kar si v Novi Sloveniji želimo, je to, da so mediji pluralni, da imajo možnost vsi predstaviti svoje stališče. Se pravi levi in desni. In to, kar se je zdaj dogajalo na zadnjih soočenjih, to mene zelo žalosti, da so nekateri tudi odšli iz soočenja in tako naprej. Vse to se ne bi dogajalo, če bi imeli vsi odmerjen čas, toliko minut lahko govorite, vsi enako, potem imate vsi za repliko enako možnosti in vsi odmerjen čas. Se pravi, si želimo uravnoteženosti. Se pravi, vsi bi mogli imeti enake možnosti. Zdaj to se nažalost ne dogaja. Želim pa si, da si, ne vem, ljudje ne ustvarjajo slike potem, kar vidijo v medijih. Včasih celo rečem ljudem, ko sem na terenu, poglejte lev medij, poglejte desen medij, pa si ustvarite svojo sliko. Pa poslanca, kaj vprašajte, a ne? Tako. Komunikacija je velik problem. Priznam, da sem bila presenečena, ko sem prebrala, da so tudi vam grozili smrtjo. Ja, jaz sem dobil enih par sporočil na Facebookih, tudi hranim, vendar pa temu ne posvečam neke pozornosti. Tisto, ko ti bo hotel nekaj narediti, ti bo, ne da ti bo prej karkoli pisal. Bil sem tudi dobil tisto pošto, vemo, kje živite, čeprav so napisali gor napačen naslov, pa vendar ne veste, kje živim. Tako da sem pa vesel. Ampak zakaj, kako? Sem vesel, da so storilca tudi dobili, da so ga našli. Bila pa je poslano iz pošte na Vranskem. Kasneje so gotovili, da je bilo to na Trojanah. Temu ne posvečam neke pozornosti. Vsem tem, ki se s kakršnokoli oblastjo ne strinjajo, in vedno rečem, pridite v politiko, kandidirajte, boste izvoljeni, spreminjajte svet, imate vso možnost. Ampak zakaj konkretno recimo so vam grozili? Kar tako nasplošno? Mene je nekdo napisal, pač, da ko me bo srečal, da mi bo ne vem kva naredil in tako naprej. Ampak nekdo, ki ti to napiše, pač tega verjetno ne bo naredil. Ne?
No, vseeno, imate kakšno idejo, kako dvigniti ta nivo komunikacije? Ali so res krivi vsega družbeni mediji, kjer se pač skrivaš za anonimnostjo in napišeš na brzino marsikakšno neumnost? Ja, ljudje z razočaranjem spremljajo slovensko politiko, mislijo, se tam notri ste vsi isti, tam sam za sebe delate in taka ne. Realnost je seveda drugačna, spremljajo iz prve vrste, zato mi je to vse jasno. Jaz si seveda želim, da do tega ne bi prihajalo, da bi ohranili neko komunikacijo, ampak normalno komunikacijo. Vendar pa je treba tudi gledati, da so razprave poslancev temperane v tej smeri, da so čim bolj skrajne. Zakaj? Mi imamo danes poplavo nekih novic v srednjih slovenskih medijih in ti lahko priješ v medije samo, če boš res čisto skrajen. In nekateri politiki pač seveda to izkoriščajo, hkrati ljudi tudi pumpajo na ta način, da so ljudje na terenu še bolj razdeljeni, da se med sabo še bolj kregajo in potem tudi te anonimke letijo, grožnje in tudi, ko bereš, ne vem, Facebook komentarje, vidiš, kako daleč smo prišli. Večkrat izkoristim to priložnost in rečem, ljudje, ne preštevajte in ne delite se med sabo, kajti od tega ima korist samo politika. Ja, jaz sem politik in jaz vam vsem pravim, glejte, kaj lahko vsi dobrega storite za sočloveka, kajti to je tisto, kar šteje, za lokalno skupnost, za domovino. Ne pa se med sabo deliti. 5 prstov imam na roki, vsi so drugačni, z iste roke rastejo, vsi lahko drugače razmišljamo, noben problem, vendar ohranimo neko trezno komunikacijo in glejmo, kaj lahko dobrega storimo. Zdaj že kar slišim, da je marsikdo rekel, ja, saj vsem za svoje interese skrbite, ne za to skupnost. Ja, verjamem, se to tudi večkrat slišim na terenu, ne. Pač, ampak temu ni tako. Jaz sem se tudi kot poslanec odrekel marsičemu, moj osnovni namen je ljudem pomagati, ker to je tisto, kar šteje. Mi smo minljivi, sabo ne bomo nič nesli. Ko to človek dojame, je življenje bistveno lažje. Sklic novega, oziroma ustanovna seja novega sklica Državnega zbora je v petek, 13. Kakšen je dnevni red? Ja, potrditev mandatov. Samo to zaenkrat. Ja. Se vam zdi kaj nenavadno na ta petek 13? Ja, ne vem. Gremo z zanimanjem. V vseh 6 spodnjesavinjskih občinah ste imeli poslansko pisarno, a ne? Ja. Sicer je omejitev bila zaradi covida, pa vendarle, s kakšnimi težavami so prihajali ljudje, ali so v glavnem reševali svoje osebne stiske, ali tudi kakšne druge predloge dajali? Tudi. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem moji sodelavki, Veroniki Škrube, ki je pomagala, kadar jaz nisem mogel priti na to poslansko pisarno, me je nadomeščala ona. Je pa res, da je bila poslanska pisarna veliko časa tudi zaradi korone zaprta. Komunikacija je tako velikokrat potekala tudi po socialnih omrežjih, e-mailih in pa seveda telefonih. Ljudje pa so prihajali z najrazličnejšimi težavami. Tudi osebnimi, finančnimi. Prihajali so glede pokojnine. Nekdo je prišel v mene glede prvih posredovalcev v občini Braslovče, kako bi ta problem začeli reševati, financiranje, delovanje prvih posredovalcev. Seveda sem se takoj naslovil na ministra, smo začeli težavo reševati in jo še rešujemo. Tudi to je eden izmed projektov, ki bi ga rad pripeljali do konca. V glavnem želim povedati, da sem bil na razpolago v vseh občinah Spodnje Savinjske doline, tudi na Polzeli, čeprav tam nisem bil izvoljen, ampak jemljem dolino kot celota. In bo tako ostalo te lokacije pisarn tudi v prihodnje? Najverjetneje, to se bom dogovoril z župani po naslednjih volitvah. Ko boste, mislite, na naslednjih dnevih, ne, po volitvah. Kako je pa z vašimi humanitarnimi projekti? Potem ste bili znani že preden ste bili poslanec? Ja, jaz sem vesel, da smo v Vojniku pripeljali to investicijo izgradnje nove hiše do konca, kar sem zelo ponosen in pa zelo vesel in hvaležen vsem, ki so pri tem projektu sodelovali. Ampak tudi ste morali biti zelo vztrajni, ne, ker je dlje trajalo, kot ste najprej mislili. Ja, mi smo hišo podrli, ker smo imeli na računu 20 000 evrov. Nekateri so me vprašali po zdravju in sem rekel, mi bomo zgradili novo hišo. Hvaležen našemu odboru, Vojnik stopimo skupaj, da smo to investicijo pripeljali do konca. Smo pa pred otvoritvijo. Nisem želel, da bi to odpirali pred volitvami, otvorili to hišo, da ne bi mi kdo pripisal, da si na ta način nabiram politične točke, zato bomo zdaj to naredili po volitvah. In pa hvaležen še enkrat vsem, ki so pri tem projektu sodelovali. Tisti, ki so finančno pomagali, tisti, ki so dali svoj prosti čas, tisti, ki so prišli tudi fizično delati. Vsi skupaj smo dosegli en veliki uspeh in družinici iz Vojnika polepšali življenje. Sredi Vojnika stoji zelo lepa hiška, ki je nadomestila 130 let staro hišo. Trenutno potekajo dela v Gornjem Gradu, kjer urejamo mansardo za 6-člansko družino.
4 otroci so živeli v eni sobici, zdaj bo imel vsak svojo sobico in pa vsi skupaj bo imeli eno kopalnico. In trenutno potekajo dela v Gornjem Gradu, napeljali smo elektriko, sedaj se dela izolacija, stene, potem sledi fino montaža elektrike in tako naprej, tla, poden je treba zrihtati estrihe in tudi ta projekt bomo skupaj z dobrimi ljudmi pripeljali do konca. Vesel sem in tukaj res zahvala vsem, ki na vseh teh projektih, ki jih organiziram, da prisluhnejo in da po svojih najboljših močeh tudi pomagajo. Brez vseh teh ljudi, teh projektov ne bi mogli speljati do konca. Ampak verjetno je še več predlogov, da bi jim pomagali. Kako izberete koga podpreti? Vseh ne morete. Seveda. Teh ljudi, ki mi pišejo, je res ogromno. Nekateri mi pišejo samo za pomoč v obliki hrane, plačila položnic, nekateri imajo stanovanjske težave, nekateri me prosijo za kopalniški blok, kako tuš kabino novo in tako naprej. Pomagam po svojih najboljših močeh, kolikor lahko. Čeprav se zavedam, da je moja dela razpravljati v Državnem zboru, pa želim tudi kot človek na terenu ljudem pomagati ne z besedami, ampak tudi z dejanji. Mati Tereza je nekoč rekla, če ne moreš nahraniti 100 ljudi, nahrani enega. In pač temu vodilu sledim in se trudim po maksimalnih močeh, kolikor lahko. No, tisto, da plačujete članarino gasilskim društvom, pa še vedno velja? Tako, jaz sem ob svoji izvolitvi leta 2018 se odločil, da bom podprl številna društva v Spodnji Savinjski dolini, med njimi tudi vsa gasilska društva, 39 jih je, in s tem bom tudi nadaljeval. Gre za simbolično članarino vseh 39 družb in to počnem vsako leto. Poleg tega pa podpiram številna druga društva. Jaz sem se odločil, da svoj pavšal, ki ga dobim kot poslanec Državnega zbora, razdelim in pa v večini pustim v Spodnji Savinjski dolini. No, lepo. Tega niste poudarjali pred volitvami? Zdaj se ne spomnim, mogoče sem dal kakšne pogovore, če me kdo vprašal, rekel, nisem pa izpostavljal tega. Še imate čas za gore? Ja, ravno danes sem delil na svojem Facebook profilu, kako sem lansko leto ta dan stal na vrhu Triglava, ker je bil praktično stolp pod snegom, takrat sva s poslanskim kolegom Mihom Prevcem šla na Triglav. Je pa res, da sem bil nazadnje pred 2-3 tedni tudi na Triglavu. Pač hodim na vrhove, ki so v bližini mojega doma, največkrat sem na Čreti, grem tudi na Čemšeniško, Krvavico in tako naprej. Kolikor pa mi čas dopušča, pa grem tudi kam višje. Je pa res, da če sem bil pred izvolitvijo 3-krat nad 2500 metri ali pa nad 2000 metri, sem zdaj enkrat na mesec. Poslanska funkcija ti vzame veliko časa, ni mi pa vzela ljubezni do gora, ki bojo ostale. Verjetno je pa treba imeti vendarle tudi kondicijo in skrbeti za to fizično pripravljenost, ne glede na to, da vsaj predstavljamo si, da poslanci večina dneva presedite. Res je, v času korone, do korone sem hodil recimo v fitness, potem so se fitness centri zaprli in sem si nabavil neke igračke doma, ker tudi vsakodnevno probam malo te uteži premetavati, da vzdržujem to kondicijo. Bom povedal takole, da zelo rad delam z ljudmi, to me zelo usrečuje, rabim pa tisti tudi svoj notranji mir, ki sem ga najdel v gorah, moram športati, da naredim nek balans, da se tudi človek malo sprosti. Vsak pravijo, da rabi en ventilček in ta ventilček imam jaz v gorah, v hribih. Drugače pa živite na Vranskem, niste vzeli stanovanja? Ne, zdaj bom začel graditi. Na Vranskem bova z ženo zgradila hišo v centru Vranskega, sva podedovala oziroma dobila eno parcelo od tasta in bova tam gor zgradila novo hiško in se veselimo, upam, da nam bo to uspela, ker sva se odločila za montažno hišo, bo ta hiša relativno zelo hitro tudi zgrajena. Dobro. Torej, kakšne imate pričakovanja za petkovo sejo, za nov mandat? Ja, jaz sem prepričan, da bodo mandati potrjeni. Ne glede na vse, tudi glede na to, da nismo zmagali, da ne bomo v vladi, pa želim stranki Roberta Goloba in seveda tudi koaliciji, novi vladi, vse dobro. Mi v opoziciji bomo skrbno bdeli nad vso situacijo, podpirali dobre predloge, ki jih bojo imeli, in nasprotovali seveda škodljivim predlogom, če bodo seveda do njih prišlo. Boste pa še vedno tisto, kar se vam zdi, sami začeli tudi kot opozicijski poslanec, tako kot v prvem mandatu? Normalno, jaz predvsem želim, da projekti, ki smo jih zastavili, da se seveda tudi nadaljujejo, da se na tem področju staršev otrok s posebnimi potrebami, da se ti projekti nadaljujejo, da ta delovna skupina, ki je bila ustanovljena, ki bo predstavila tudi neke rešitve, da se vsi ti projekti nadaljujejo. Tu ne sme zastati, preveč truda, energije je bilo to vloženega in tem ranljivim skupinam ljudem je treba pomagati še naprej. Hvala lepa za pogovor in seveda uspešno delo naprej vam želim. Hvala lepa tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost in tudi vam prijeten večer še naprej.